Javni zavod MOCIS je v Slovenj Gradcu ena izmed temeljnih inštitucij, ki v svoji dejavnosti združuje mnoge aktivnosti, osredotočajo pa se predvsem okrog izobraževanja odraslih. Velik poudarek pa seveda dajo tudi vseživljenjskemu učenju. In ravno v tem duhu so se znova pridružili izvedbi parade učenja, ki jo organizira Andragoški center Slovenije. Predstavitev mnogih deležnikov, ki se na Koroškem kakorkoli ukvarjajo z izobraževanjem, formalnim ali neformalnim, ni manjkalo. Manjkalo pa ni niti obiskovalcev. Tedni vseživljenjskega učenja s parado učenja so eni izmed osrednjih dogodkov v Sloveniji, posvečenih učenju, izobraževanju, radovednosti in hlepenju po širjenju lastnega obzorja. In tudi letos so v javnem zavodu MOCIS pripravili izjemno parado učenja s pestrim programom in predstavitvami mnogih partnerjev, ki na takšen ali drugačen način širijo znanje med prebivalci Slovenj Gradca. V letošnjem letu sodelujemo z Hišo eksperimentov, ki so za nas pripravili 3 predstave oziroma interaktivne znanstvene dogodivščine, mehurčkologijo, zvokologijo in plinologijo. To so predstave za vse generacije, od vrtčevskih otrok do odraslih. Drugače pa kot vsako leto sodeluje več kot 30 partnerjev. Vsebine so raznolike, raznobarvne, kakor je parada učenja. Poudarek je tudi na učečih se. Vsi tisti, ki v našem okolju na tak ali drugačen način se učijo ali pa prenašajo svoje znanje. Preko 30 partnerjev, ki so sodelovali pri paradi učenja, je dokazalo, kako veliko ljubezen do učenja nosi naše slovenjgraško mikrookolje. Seveda pa se je potrebno malce vprašati, kakšni so trendi učenja in ponudbe pri nas, je teh ponudnikov in odjemalcev storitev res dovolj. Nobeno leto nam jih ne zmanjka. Sicer smo vsako leto omejeni organizacijsko in prostorsko, ampak tudi partnerji se menjajo, tako da zaenkrat nam jih ni zmanjkalo in mislim, da se interes dejansko povečuje. V mestni občini Slovenj Gradec že zadnjih nekaj let spremljamo, da se mesto spreminja iz ruralnega mesta v fakultetno mesto, kar nam je lahko samo v ponos. Seveda to kaže na odnos do znanja, izobraževanja in kvalitete življenja tudi na občinski ravni, saj brez podpore in interesa občine tega ne bi dosegli. Pa je Slovenj Gradec res učeča se občina? Slovenj Gradec, jaz pravim, da postaja eno pomembno izobraževalno središče. Zelo ponosen sem na to, da delujejo organizacije, ki izobražujejo vse od tistih najmlajših pa vse do starejših, da imamo ustanove, ki izobražujejo ljudi s posebnimi potrebami in nenazadnje se vse bolj uveljavljamo tudi kot fakultetno središče z kar 2 fakultetama, ki sta bila tudi prepoznana na nacionalni ravni z podelitvijo koncesij. Imamo praktično najmodernejši srednješolski center, odlične osnovne šole, kar nam seveda vse daje neko pozitivno upanje za naprej, da je Slovenj Gradec res ena učeča se občina, kjer res vsakdo lahko najde neko svojo izobraževalno inštitucijo, kjer se vemo, ko se rodimo in do zadnjega dneva se dejansko učimo in res lahko vsakdo izpopolnjuje to svoje znanje in ta dan, ki je pa danes tukaj, je še pa toliko bolj pomemben, da lahko se res prepričamo, koliko je teh organizacij, veliko je prostovoljnih organizacij, ki delujejo na tem področju, kje vse lahko pridobivamo svoje znanje, kje vse se lahko dejansko tudi podružimo, krajšamo svoj prosti čas in prav lepo se je sprehoditi tu med temi organizacijami in videti res, kako bogata občina smo na tem področju. Kakšen pomen pa nosi parada učenja v Slovenj Gradcu? Je zelo velik pomen. Hvala organizatorjem, da smo ena izmed 20 občin v Sloveniji, ki organiziramo tovrstno parado tu pri nas že vrsto let v Slovenj Gradcu. In res je tudi dokaz, da se na enem mestu zberemo. Danes nam je sicer malo zagodlo vreme, vsi se spomnimo teh velikih dogodkov na trgu v mestnem središču, ampak vseeno je danes tudi tu znotraj tega mladinskega kulturnega centra prav posijalo sonce, bom rekel, tu, ko prihajajo ti najmlajši otroci sem, tu so tudi starejši, ki imajo bogato znanje, ki ga znajo predajati in mislim, da je na tem treba vztrajati tudi v prihodnje in tovrstne programe samo podpirati in pa še nadgrajevati.
Ena izmed gonilnih sil pri združevanju medgeneracijskega povezovanja, izobraževanja odraslih, neformalnih izobraževanj odraslih in tudi starejših je zagotovo javni zavod MOCIS. In ko se ozrejo na svojo več kot 20-letno tradicijo, so na svoje poslanstvo lahko izjemno ponosni. Jaz mislim, da je pravzaprav naša naloga povezovati ljudi, ker ti učenje povezuje ljudi, no, in to mi delamo. Tako da v bistvu res nam ni važno, ne koliko si star, ne čigav si, ne kakšne rase si, odkot prihajaš. V bistvu nam so pomembni ljudje in to, da jim pač omogočamo, da dobijo tisto, kar potrebujejo za življenje. Življenje je zelo lepo, ampak po svoje pa rabiš nek pogum in neke potiske in neko spodbudo in neko povezovanje, da jim se to želi MOCIS nekako delati v našem okolju. Radi imamo ljudi, radi imamo Slovenj Gradec, radi imamo Koroško in zato smo tu. Kako zadovoljni pa so številom ljudi, ki se prihaja k njim učiti? Parada učenja rečemo, da je praznik učenja in ker se v bistvu učimo vsi ljudje, je to praznik vseh nas. Namen je, da spodbujamo ljudi, da nekako vzamejo to za del svojega življenja, da je to priložnost, da to ni nekaj, kar te obremenjuje in je v bistvu vse odvisno od tega, kako pogledaš na učenje kot pridobivanje nekega znanja. No, pri starejših, v bistvu mi se ukvarjamo tudi z mlajšimi, z srednješolci, tudi starejšimi in zato bi rekla, da je to danes praznik vseh ljudi, vseh Korošcev. Ker je parada učenja po besedah direktorice javnega zavoda MOCIS Sonje Lakovšek praznik učenja, so se v Slovenj Gradcu tokrat povezali z eno temeljnih inštitucij, ki po Sloveniji že desetletja širi zvedavost, radovednost, ljubezen do znanosti in raziskovanja. Povezali so se s hišo eksperimentov. Ko danes, poleg naše mobilne aktivnosti, s katere potujemo po različnih krajih po Sloveniji, smo tokrat v Slovenj Gradec pripeljali 3 znanstvene dogodivščine. Začeli bomo z najmlajšimi, pripravili smo jim mehurčkologijo, potem za osnovnošolce imamo zvokologijo in nazadnje za krajane in občane plinologijo. Redko kdaj lahko vidimo, da znanost pride na ulico, kjer lahko ljudje na poljuden način spoznavajo različne fizikalne in kemijske pojave, ki so nam največkrat samoumevni in o njih ne razmišljamo. Kako pa ljudje sprejmejo obisk takšne ustanove, kot je hiša eksperimentov in njihovo ponudbo? Namreč to kaže tudi sama naša mobilna aktivnost, s katero se število povpraševanj za naše obiske po različnih oddaljenih krajih izven Ljubljane vedno znova in znova povečuje. Tako da rezervacije za novo šolsko leto so že odprte in termini nekateri žal so že tudi zasedeni. Kakšni pa so njihovi pristopi k širjenju znanja in spodbujanju radovednosti za svet okoli nas? Z različnimi aktivnostmi. Zdaj, ravno začetek junija, bomo širili našo tako imenovan Znanstival po celotni Ljubljani, kjer bomo približali festival znanosti celotni populaciji. Tako da različne aktivnosti, kot mobilne aktivnosti, kot aktivnosti v hiši sami, se v tem času širijo po celotnem mestu, tako da približamo in podučimo, navdušimo tudi zunanje mimoidoče. Parada učenja je znova dokazala, da v Slovenj Gradcu radovednih in zvedavih glav ni manjkalo, da se ljudje pri nas zelo radi učijo, zelo radi pa znanje tudi delijo med sokrajane. In če so se s kulturnim programom predstavili tako naši najmlajši, kot tudi izjemni člani benda Doma starostnikov z nazivom 5M, ter še mnogi drugi, je to lahko samo neizpodbiten dokaz, da je dan parade učenja v Slovenj Gradcu